Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 187. epizoda Apparatusa, v kateri je z mano govoril Rok Kosec, ki je z mano delal na RŠ, oziroma jaz sem za njega delal, ker je bil takrat direktor, res ne vem, kako točno to deluje. V glavnem, RŠ je imel, sprav Radio Študent, pred kratkim 50 let, jaz sem tam delal, ko je imel 40 let. Tudi da meni RŠ v bistvu dosti pomeni, tudi ta Apparatus, na začetku sicer vedno obstajal na Apparatus.si, ampak so ene krajše verzije, so hodile v jutrni program Radio Študent nekaj časa na začetku, mislim, da ta prvih 7 epizod ali 6, tako tudi brez RŠ-a težko, da bi jaz kadarkoli tole zagnal, tako da sem hotel narediti neko epizodo, ki je nekako z RŠ-om povezana, in pa sem valjda povabil Rikija oziroma Roka Kosca, ki je človek, ki nikoli noče dajati nekih intervjujev, pa vse govori, tako da sem ga praktično zvlekel v Apparatus World Headquarters in so posnela tale pogovor, tako da jaz njega preveč cenim, to mu nisem hotel tam ekstra reči, zato ker bi bilo sam neroden, pa meni tudi, ampak eden od boljših ljudi, ki sem jih na RŠ-u spoznal, še vedno dela full fine stvari, tako da ja, to je ta epizoda z Rokom Koscem, tako da pa na koncu sem še en jingle spustil, se to napovevano, ampak čist na koncu, se pravi čist po ta zadnjih vprašanjih sem še nekaj, ki sem v svojem arhivu najdel. Tako da to več ali manj to, no? To je tokrat to za intro. V glavnem RŠ ima 50 let, vse najboljše. Kdaj ga poslušate, ker je vsake radio. Tako da, zdaj pa Riki, oziroma Rok Kosec. Riki, reč neki, pač sem to kdaj. Pozdravljeni, dragi poslušalci, poslušalke. Kako ste kaj? Živate? Kako ste je kaj? V redu, fino. Držimo pesti za naš intervju, pa pogledajmo, kaj se bo pripetilo. Ok, v redu. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Sem Rok Kosec, prihajam iz Mengša, sem ekonomist, po profesiji počnem pa, ukvarjam se z ljudmi, trenutno mladinsko populacijo. Kje? V mladinskem centru Kotlovnica Kamnik. To je to. Verjetno. Ja. Bi lahko še kaj rekel, ampak kaj še počneš? Boš že vprašal. Kaj, gremo hobije, Red Civilization igram, čeprav to je bilo nazadnje verjetno kakšne pol leta nazaj, tako da to ne bom štel pod resni hobi. V redu. Je nič kaj, verjetno to, da pripovedujem tudi pravljice skupaj z Goranom Završnikom, Vroča župa. Duo Vroča župa. Ja, zdaj že bolj malo taka postana, ampak še vsem, ja, tako, Vroča župa. Potem pa bavljanje s kulturo tudi. Ne? Ja, kaj to pomeni? Na take in druga. Jaz sem en od tistih ljudi, ki ni nujno, da rekel, nisem umetnik v tem smislu, da bi se ukvarjal s kulturo, ampak tisti, ki nekako skrb konce drži, no, da se lahko. Da lahko nekdo je umetnik. No ja, ne, ampak to je neka tematika, ki te mora zanimati, ne, tako kot tebe podcasti, intervjuji, tako naprej, mediji, imaš neko špuro. Neko temo. Okay. Zdaj pa treba je ljudem povedati, ne, ker ti si, gremo reči, skoraj v ozadju deloval. Ne. Mi da se poznava iz Radia Študent. Drži. Kjer si ti bil efektivno eden mojih prvih šefov v življenju, takih s titulo. Tam si bil špiker, ko sem bil pa jaz tam, si pa zlezel po piramidi, lestvici, čemorkoli do mesta direktorja tega zavoda. Drži, potom slučaja sem ratov del vrhovnih ešalonov na Radio Študent za neko obdobje. Zdaj, mi smo se kaj dobila, jaz sem tebe v bistvu malo šparal, da bi bila saj neka obletnica pač RŠ-a, tako da bova kakšno tudi o temu rekla. Komot. Ampak čisto, da ljudje dobijo eno predstavo, pač kdo je Rok Kosec v življenju Anžeta Tomića, da čez to prizmo pogledam. Ti si mogoče bil prva ocena Apparatusa v Apple Podcast, to ne vem, če se spomniš, ampak ko sem jaz Apparatus štartal, sem te prosil, ker si imel iPada, da če lahko napišeš oceno, da bom jaz videl, da se te ocene sploh vidijo. Ja, no, evo, bežno se mogoče tega celo spomnim, zdaj si povedal. No? Jaz se, tako da če gre kdo pogledat med ocene od Apparatusa, mislim, da je Rikelme je dal oceno. Neki Santa Maria Rikelme, neki tazga. Mislim, da je to ena prvih ocen. No. Tako da hvala, Riki. Tako da, ja. Zdaj pa greja prvo na Vročo župo, ker se mi zdi, da začniva sta dobrim, pa ne bo pol, veš, bova jadrala v globine, ne. Ampak videli sta pač se kako našla, gre tako, kaj to pomeni, da pripovedujeta pravljice kot duo Vroča župa?
Jaz tega nikoli ne znam razložiti, ampak kadarkoli nastopate, rečem, pejte to gledati, to je dobro. Ampak ne vem, kakšen je pitch. Pač dva modela, eden je na klaviaturi, eden govori in se stvari zgodijo. Ampak kako bi ti pitchal vročo župo ljudem, ki ne vejo ali pa še nikoli niso bili? Sploh nočem pičati, ni nekaj pičati. Tudi se nekaj ne ponujava strašno, pa ne zaradi tega, ker ne bi hotela nastopati, čas je težko take stvari delati. No. Začne se lahko vse zelo daleč nazaj. V glavnem poznava se, še iz srednje šole. Je bil Goran režiser predstave Toma Stopparda po Magritu, se spomnim, zdaj kjerga leta, 96, 95, tam nekje. In je rabo še enega igralca in jaz sem pa slučajno takrat bil del gledališke skupine gimnazije in srednje šole Rudolfa Majstra Kamnik in sem tja prišel in tam pa ni bilo prefoksov, pa je bilo bolj sproščeno, pa kaj, če bi zdaj to probal gledališko predstavo narediti. In sem rekel, kar je bilo sicer malo čudaško, zato ker sem hodil na srednjo ekonomsko šolo, tako da mogoče tak ekonomist, ki mu govoriti v neki trgovini delati, prodajati nekaj in pa se gre teater, ampak od takrat naprej se poznava z Goranom in se mi zdi, da kar sva skupaj delala ali pa delava, da ima nek žmoht, ne vem, kaj se zgodi tako, ampak sej sva tudi tako, da malo potrenirava, mislim, nisva zdaj, da šla iz prve, ponovadi se za neko pravljico, 3-krat, 4-krat dobiva, jo probava naštudirati, kako nama sede. In potem je nek output, se težko rečem zdaj, da je vse lih fino, kaj pa je, čez leta postal čuden. Ja, vem, ki sem imel nastop, sva imela, je bilo v etnografskem muzeju in je bilo res veliko otrok in sva prepovedvala eno, ki je bila na CD-ju za 2 groše fantazije in takrat me je prvič mogoče spreletel, da to nadelava sam čistko, kaj nama to žur, ampak ker so otroci rekli, da sem se zmotil, da to ni res, da to je drugač. In ko je drugač, to sem jaz povedal, nič ni drugač, tako le je. Takrat mogoče bi mehen ta šok, to je pa nekdo celo posluša, ja. Mlajši, sploh, se mi zdi, da je še ekstra dobiti pozornost ali ne. Ja, še več iskrenosti je, Povej, da se zmotil, da je fajn, ampak. Ja, nekaj. Jaz te nisem imel, jaz tega poguma nikoli nisem imel. Jaz sem tudi bil pred 2 groša fantazije, to je ta res ena boljših plati Radia Študent, se mi zdi, So bile te pravice, jaz nikoli nisem hotel za otroke pripovedovati, ker nisem imel ne vem česa, ampak bolj me je bilo strah, kot odraslim. Govoriti, pa ne vem zakaj v resnici. A tebe to nič ni, že takrat? Imam to srečo, da sva 2, in ker sva duo, potem če enemu malo ne gre, drug poprime, tle Goran ima siguren, da dosti izkušen, ker je le improigralec tudi in tako, pa se mi zdi, da mu gre to zelo dobro. Tako da, če mene gre, on kontakt vzpostav, recimo. Tako da se to čist da. Pa so pa itak taki luštni napevi v teh pravljicah. To je pa naslednji. In to pol, tako malo so smešni in pol se verjetno zgodi, da jim je všeč. Ja, verjetno. To je cool, zdaj ne vem, če te ne bi poznal, bi skoraj rekel, da je to fake skromnost, ampak v bistvu ni, če v življenju nisi tega, da bi šel na desno stran galca, se mi zdi, da se zmeram v sredini. Pač v redu je, mogoče je nekomu všeč, ampak je res ful dobro. Res, da če kdorkoli tole posluša, to ne zgleda kot product placement, v bistvu je, ampak jaz bi res priporočal, če jih kje vidite, ko se ima dan nastopati, se splačaj, tudi če niste otrok. To se tudi upam reči, v resnici. Ja, vse. Ima tudi kakšno bolj seksi. Ne vem, kako zgleda. Si se je zmislil, pravilce je nekdo povzel, napisal, zbral, ne vem, slučajno ena tam Apolejeva pripoved o Kadi, ki se ukvarjajo z venerinimi spoprijemi, seveda, z malo domišljije, česa pride, ampak tako je. Kaj se pa še v Mengšu dogaja v tvoji službi? Ker se mi zdi, da še nikogar nisem imel, ki bi delal v teh, kako se temu sploh reče, ta mreža mladinsk, kaj je to? Ja, se je živil v Mengšu. Drugač, en od mnogih kosov nismo roletari, da se izognemo kasnejšim vprašanjem. Džambor je nekaj dremal, mislim, da vsi, ali še.
Zdaj že dolgo cajta. Mislim, da so zdaj neke noge zasenčene. Rolete Kosec, pa Rebeka Dremelj. Okay, sorry, to ne smeva, ker ne vem, kdo se tam vozi. Ampak ja, sorry, povej. Šiht. Šiht sem vprašal. Ja, to je kar dosti zanimiva tema. No, skoro malo podoben, kot je recimo nek radio študent, ki je tudi del enega mladinske infrastrukture ali pa organiziranja ali pa struktur ali pa mladinskega polja, že toliko enih terminov. Skrbi se nekje za mlade od 15 do 29 let, potem ko pridejo iz osnovne šole in ko nastane na en stran svet poln priložnosti in na drugi strani en svet praznine. Dobro, neke neupravičene so še v srednji šoli, potem pa ne več, potem pa tim ben več neupravičenih ali pa nekih podpisov ne daje za domov in zdaj lahko se ti življenje tudi zelo narobe obrne, in tam pa se proba vskočiti z nečem. Zdaj, taktike so različne, kako se tega lotiti. Saj ni nekih skrivnosti. Na neki nacionalni ravni je urejen to z nekim zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju, kaj je treba početi. In je kar dosti v redu napisan. Treba je narediti nekega kritičnega posameznika, ki se zna spoprijeti z življenjem. Zdaj pa kako, na kakšen način, ali so to bolj mehki načini, ali so kakšni bolj hardcore. Eni se takih, eni drugačnih poslužujejo. Ampak kaj to v praksi pomeni? Veš, saj te evente, ki jih organizirate. Jaz največji stik, ki sem imel sploh tam pri tebi, ko sem mi rekel, da ne prijem enkrat v podcastih govoriti. Veš, sklepam, da ni to edina delavnica bila. Ne, ni bila. Probaš to narediti, da veliko se treba pogovarjati z ljudmi, pa trzati na vsako stvar, kar nekoga zanima, in potem probati z tega narediti to, da z njim skupaj mogoče, če uspe. Sploh najboljš, probaš zapeljati neko ali delavnico ali neko interesno dejavnost in upati, da bo tudi svoje ljudi na to pripeljal in s tem pokrenil neko dogajanje. Ker preko tega dogajanja se potem dostikrat zgodi to, da ko mladi vidijo, da se nekaj da narediti, ali pa da nek difference naredijo, ali pa nek projekt zaključijo, ali pa da jih nekdo celo upošteva, mogoče potreplja po rami, ali pa da se veliki uspeh naredi, če bolj na nekem kulturnem področju, da jih pride veliko ljudi gledati, dobijo neko voljo in vidijo, da so neki smisli mogoče tudi mimo telefona, Apple in taki vsaki ediciji. Mi smo bolj zagovorniki, jaz sam, mogoče bolj zagovorniki tega, dajmo nekaj narediti, se pravi preko dela. Se prije do kritičnega posameznika, ki se bo spopadal z družbo. Poznam reči, če sem jaz tako naredil, tisti pa za nič. Če nikoli naredi, pa lahko prazno govori, da je nekaj za nič. To je dosti res. In tudi, če nekaj naredi, pa ga ljudje sprašujejo in rad ta pomemben ali pa nek legitimen član družbe. A to je tukaj, zdaj, ki si ti omenil, to sem hotel bolj na koncu, ampak ta moj legitimen član družbe prihaja iz odgovora na tvoje večno vprašanje, dokler so bila na Radiu Študent. A se spomniš tega vprašanja? Ker mislim, da ljudje, ki tole dolgo cajta poslušajo, vsi vejo za ta. Ker legitimen član družbe je moja pogruntavščina, tako imam jaz v glavi, ampak je to odgovor na vprašanje, ki mi ga je Riki Rok Kosec zastavljal na dnevni bazi, ko so 4 leta res preveč skupaj delali. Tako da, kaj je bilo to vprašanje? Kaj bom počel, ko pride svoboda? Tako. Sej to mogoče sem te jaz sprašal, čeprav ni na mojem zelniku zrasel. To je v bistvu, enkrat smo snemali partizanski film na mladinski program televizije Slovenije. Je bil Dekleva, mislim, da urednik je bil tak dovzeten za take stvari in smo lahko posneli par nadaljevank tega Polža v solati, in tam smo tudi delali partizanski film. In tam so bili razni odgovori na to vprašanje. Ne vem, če si kdaj to videl. Polža v solati sem hotel omeniti takoj za Kamnikom in Menšom. No, zdaj, ampak smo želeli pri tem, več variant je. Zdaj reče partizan na to lahko kazino bom ustanovil in imel bom ful denarja in tako naprej, nekako tako je šlo. Druga, ta resna verzija, taka, ki mora biti, pa seveda, da si bo našel ženo in ustvaril družino in tako. Tako da vedno je več poti, Ja, okay. Vedno je več poti. Torej, tvoj odgovor je pa
da bom postal legitimen član družbe. No, ja. To sem jaz vsakič rekel več. To pa getomofo. To pa mislim, da tega sem pa malo pustil. Jaz sklepam, da še vedno, tudi mogoče v podcastu, kdaj rečem getomofo, ampak to pa vem, da je zelo všeč. No, jaz ga še kar uporabljam. Pa sem zdaj že malo testar, getomofo govori, pa kaj je to. Starejši ljudje, ki rečejo, tako je una reklama na Top Shopu, ki je bila za Harryja Potterja. Harry Potter je cool, Harry Potter je mega. Spomniš tega, ker so pač meni so preskutali takega Potterja, da ga nisem pa nikoli gledal. V glavnem. Kako si pa ti v bistvu na TV prišel? Prej si omenil, Polža v solati, to je bila v bistvu kaj mladinska oddaja, pred štafeto mladosti, ali ne, to nisem znal najdeti na netu, v bistvu, ker ne vem kronološko, kako je šlo. Ampak kako si ti snemali tam 99-2000, zdaj pa ne vem, kaj je bilo prej. Na YouTubeu je, samo povem. Manj, da se kakšen del najde. Ene so res bizarne. No. Ampak ene so pa fajn. No? Meni so ta bizarne fajn v resnici. To je tukaj način dela. Narediti polurno epizodo v 3 snemalnih dneh je kar lahko naporen. No? Tukaj je spet krivo v bistvu sodelovanje z Goranom in takrat že delujoče društvo, kulturno društvo Priden Možic. In tam so bile razne sekcije, v tem društvu smo imeli. In med drugim je bila tudi sekcija, se je rekel, da si bom zmislil tole zdaj, ampak imamo glav sekcija za javno osveščanje javnosti, ali nekaj tazga. Za javno osveščanje javnosti? Nekaj v tem smislu. Zihar ni bilo. Prav tako, ne res, nekaj čudašk. Pač ta sekcija je delala Polžu v solati in sicer najprej na lokalni kabelski televiziji Impuls. In tam sem jaz nekaj zraven tudi prišel, ampak povej, kako si zraven to ni tako romantičen, ki se sliš. Mene zanima, da je romantičen. Sam ti ne moreš za vsako stvar reči, pa sem se tam zraven znašel, razumeš? Kako si kaj prišel? Kako si ti prišel na TV? Goran in je Goran rekel, prid. A veš, da jutr pa gorniki snemamo, pa to pismo, kar še nam falijo, ti imaš jutr cajt. Tako. Ni to. No, ampak to je odgovor. Prideš na audicijo ali bi mogoče, veš, nekaj pripravljamo. Ne, zelo je vse. Ad hoc. No. Okay. Ampak to je odgovor, to je boljši odgovor, ker po nesreči sem se tam znašel. Probajmo, pa kar še bo prav, če še tako rekel. Slabo. Okay. Koliko cajt je ti trajal, pa vse skupaj? Mislim, smo naredili 13 nadaljevank, 13 epizod, kako se reče. Tako. Okay. Veš, pa se je bilo v redu. Meni je, jaz sem par sem jih videl. Polža solati. Polža solati, pa Rok Kosec v Karijerasti srajci. To je več ne raba že v življenju, bi eni rekel. Ne vem, kdo so te ljudje, ampak zihar je to reče. Kurt Cobain kriv vzgajaš, nekaj nirvano gonov. Kaj mi še povej, Camfest, a je to ta največja stvar, ki jo tam delate, ali ne? Ali še kakšna večja? Zdaj, tisti, ki ne vejo, Camfest je pač glasben festival, več ali manj, nisem glasben, pač festival v Kamniku. Za vse možne kulturne vzgibe, ali kako? Vse sorte se najde tam. Mislim, glavnina je na glasbi, je pa tudi gledališče, film, se kar leze in gre. Zdaj, mislim, a je največja ali ne? Bi znala biti največja, no? v tem nekem med Ljubljano in hribi. Mogoče obstaja še kakšen bolj množičen dogodek, no? Ampak mogoče drugačne zvrsti. Narodne noše v Kamniku, ne vem. Pojma nimam, tako da je več ljudi naenkrat v enem trenutku. Ne, drugače pa super zadeva. Saj 9 dni zadnje čase traja, po enih 8-9 dogodkov na dan, z velikim entuzijazma narejen. In tudi tukaj delujemo na tem nekem vključevanju, vključevanju lokalnih ali umetnikov, ali organizatorjev nevladnega sektorja, javnega sektorja, mladine. Tako, se ponovadi kar smešna slika, ki na koncu naredimo, nekaj festival pod streho, naredimo. A ta je gasilski. In pa ta gasilski in pa gotoviš, ne vem, da kljub našim letom so še zmer mogoče 3-4 nad 30, ne, tako, kaj mi delamo, ne. Tako, ampak je pa fajn, no. Zdaj kaj reči, ne vem, a ti povem, kako se je začel? Povej, kako se je začel. Okay, no. Spet, Kamnik,
to je hudič, kaj se na srednjo šolo hodim, pa tam začneš neki aktiven biti in se tam pa mogoče kakšna korenica tudi zasadi. Z Goranom sva upravljala Dom kulture Kamnik kot kulturno društvo Pridn Možic, ne, in kaj sva ugotovila, ne, en del, zdaj v javnem sektorju bojo v luft skočili mogoče, ampak to, da načeloma neki kulturni domovi delajo predvsem od oktobra do maja, junija, takrat, ki je mraz, ki so dolge noči in tako. Potem se pa neha, ne, in potem so ljudje odzuni, ne, in ali zdaj se vrata zaprejo, se gre na dopust, ali ne vem kaj, pa se dela neskončne inventure, ali ne vem, remonte, take in drugačne. Zdaj posprašujem in v bistvu se malo zafrkavam. No, ampak mi da so ugotovili v glavnem, da nama je dolg čas, da je pač poletje in da kva zdaj, da to pa res čudno. No? In pa sva v bistvu malo pogledala po nekih najnih poznanstvih, kdo pozna koga, in sva malo poklicala v takratnih časih kakšno gajbo piva ali pa za nič, no? Yeah. Ali pa za potni strošek, če bi prišel nastopati. In potem se je iz tega urodil, da to pa je neka vsebina, ki je fina za mesto, ki ga oživlja, da ljudje radi pridajo, in potem se je to malo bolj orenk prijel in je začel rasti in ratvati nekaj, kaže, legitimnega. Ja, ni treba zdaj vsaj, okay. Okay, no, pa gremo pa zdaj lahko počasno na Radio Študent, kjer bo pa že spet, ker jaz to zgodbo poznam, ne. Dejansko si pa res dosti po nesreč prišel na Radio Študent. Kako si prišel na Radio Študent, Rok? Ja, sem zadnjič napisal na Facebooku, 50. obletnica, smešen, ne. Slučajen, ti ni všeč, tako da bom povedal. Je bila sobota, vikend, petek, sobota je meni se zdi tam 98 ali 99 na prelomu, in me je klical prijatelj Tomaž, ki sem mu prej prodal svojo katrco 4 GTR. GTR je bila? Ja, mislim, da sem jo prodal za 80,000, nepomembno. Dolarjev seveda je bilo. Vsi smo mislili, marke so bile. Lire. Okay. Dobro, no, in v glavnem on kliče, ti grem v Ljubljano na audicijo na radio, a greš z mano, pa jaz pelem, pa gre pa lahko na kakšen pir, pač se šla malo prvošel, v tem smislu pa še radio boš videl. In res sva prišla v Rožno dolino, sva šla na Radio Študent, meni se je zdel zanimiv, on je tam reševal nek test, jaz sem se pa zapričal z Bocem, to je legendarni špiker na radio. Sva tam nekaj kadila, jaz sem ga spraševal, kje je zdaj tle kakšna vštorija, to, da imamo midva nameniti na Emper, sva le iz province, to nisem videla v Ljubljani. In on kaže, tam gre ven na balkon, tam je katrca, tisle vogal, drugač tamle, ne vem, kjer bar še. Žovna. Ja, in tam 2 ulice stran, Štreki in tako. In on je šel, se pravi, Tomaž je šel gor še v studio, da njegove glasovne sposobnosti preverjam, in me je začel Boc iritirati v smislu, kva, ti pa ne bi, zakva ne, daj no, in tako, in je to kcajta vršil presink, ampak lih na ta prav način, za enega z province tam, kvaš ti mene, da se kaj, daj ti test, in pa sem tisti test rešil in pa sem še jaz gor. Mogoče je to pomagalo, da sem bil neobremenjen, nisem se pripravljal nič na to, in vem, da so me tam neki te hočejo ponovati na teh audicijah malo skecati. Nekaj je branje, nekaj je glas. Ti sem mogel medveda oponašati. Ti sem mogel medveda, meni pa ne vem, neka lukna in sem jo mogel zafilati in neki teh štosov imaš pripravljenih, pa niti ne štosov, ampak ne monologe tam. Ja, da se človek znajde. Predstav sem začel nabijati, sem čuden gledal, tako. Pa sem pa dobil 14 dni pošto, da jaz sem sprejet. Kolega Tomaž seveda, da ni, in to. Tako, evo, slučajno. Ja, slučajno. Je pol vrnil katrco. Ne, mislim, da je še pol leta je pa vozil. Ja, ok, saj neki. Pa ti si bil špiker v bistvu, v originalu, na Rešu. Koliko cajta pol to pomeni? Težko rečem, radio meni se je 3-krat zgodil, se pravi najprej na začetku, to leta, se pravi 99, koncert Metalike, se spomnim, za Bežigradom, tisti ponedeljek sem dobil kakor licenco, ves vesel sem si od nekoga še sposodil $5,000 za karto, če se ne motim, je bila. Ampak dobro, to je bilo takrat, pol pa ne vem, mogoče ta študentska leta, do 3-4 leta,
če kakšnega več, pol pa ponovadi neka ta doba špikarja, ne vem, ali greš na šiht, ali ne vem, si najdeš žensko, ali kakorkoli, no, nekaj se ti zgodi v življenju in pol pač ne hodiš več toliko. In tudi jaz sem začel to zmanjševati, no, in sem pa torej sem postajal veteran, na kar se je zgodila ta zgodba, da so me začeli prepričevati, če bi v letu za en mesec ali pa tam nekje do 3 mesece za direktorja, ker je treba onega direktorja nadomestiti in da imam neko to šolo, se pravi faks, pa neke delovne izkušnje s rabo na teh višjih položajih, se reče. No in tukaj je bil pol ta drugič, ki se je zgodil, ki je šlo v to smer, pa mogoče tretjič je pa zdaj. Ko delaš kaj še tam? Enkrat mesečno je termin za veterane v ponedeljkih, zjutraj med 7 in 11 uro in pač si takrat špiker na programu. No? In to smo ta stari zdaj izbrani. Manjka vam sicer ena rubrika, ampak ok. To je res. Zdaj boš rekel, tiste, ki se ti delal takrat, srede znamenite. No, ampak zdaj smo veterani in smo s ponedeljki enkrat na mesec več kot zadovoljni, tako da to, mislim, je fino, počasno odvajanje. Zdaj, če smo leta 2019, zdaj to je v bistvu nekih 20 let tega Radia Študent, po teh žilah. Preveč, ampak je v redu, da je. Preveč, ja. Ampak po drugi strani pa zmer nekako drugačno, tako da navaren bi bilo, če bi bil, ne vem, urednik ali pa direktor 20 let, no, mislim tako, ali pa 10 ali pa tako da ne. Okay, pa kako ti odgovoriš na vprašanje, kaj točno je Radio Študent? Jaz vsem rečem, da to v bistvu ni radio, ne? Pač je radio, ampak to ni radio. Da je to pač neka res, kar se mene tiče, zelo fajn ustanova, ki da nekim ljudem priložnost in tudi ustanova, ki lahko zelo potovče ljudi, v resnici ne. Ampak kaj zate je reš? Se kar strinjam s tabo. Ja. Ne, bom probal še malo dograditi. No. Je vse ena zbiralnica ali pa iniciatorka nekih idej, misli, to siguran in še danes, no, se mi zdi. Čeprav se ponovadi takrat, ko si na radiju, tega niti ne zavedaš, ampak gledaš iz distance, mogoče se pa zdi, da je, no. Mislim, te floskule, valilnica kadrov v tem smislu, če se nekdo bolj počuti, če se to tako reče, ne, ampak je neka infrastruktura za postajati spet ta mogoče nek legitimen član. No? Družbe pa tudi kar dost neke samorefleksije prek tega radia dobiš, no? Kje so neke meje, kaj bi, dokam sežeš, kje imaš svoj prav, kaj se da, kaj se ne da, kaj je v bistvu iluzija. Tako, zanimiv, fajn, Poligon. Poligon mi je všeč. Poligon mi je kar všeč. Gauntlet, ne vem, ko se temu v slovenski reče, ki premaha men, ki te hoče glavo odrezati. Pa to ne rečemo v nekem slabšalnem, ampak tam se tudi taka ta prava trenja zgodijo. Pa tako, je pa res, da tako, je moj prvi urednik tam, Valenčič, rekel, da zaradi tega, ker res greš delati, zato ker bi rad delal, ne zato ker bi rad služil. Veliko tega bullshita s cashom več ali manj stran pade, ko si avtor tam. No? Imam občutek, tako, da je to ena izkušnja, ki bi jo mogoče, ki sem jaz zelo hvaležen, no? Tako bom rekel. Saj jaz sem jo tako pol doživel, da pa treba še položnice zraven plačevati, pa v službi, pa tista podlaga, kar pomaga. No? Vsaj kar se mene tiče. Cash ni lih močna stran radia, ne? Kikiriki se temu reče. Ja, tako. Dela smo za kikiriki. Tako je. Sem tako, jaz tudi mislim, da je prav tako. No? Da imaš, da je, obstaja ta nek... Poligon mi je zmeraj bolj všeč beseda, no? Če sem čisto iskren. Nisem nikoli tako slišal. Poligon niti ne samo v teh poklicih, no? Se pravi, ali tehnika novinarja, napovedovalca, ali ne vem, pa IT-ovca ali pa karkoli, no. Ampak tudi stvari, ki jih lahko neka organizacija počne, ne. Ali je to založništvo, ali je to neka organizacija nekih dogodkov, ki neko področje pokrivajo, ki je mogoče prezrto ali pa ni, tako je veliko več kot zgolj neka, zato ta valilnica. No. Ja, se je tudi valilnica, ne. Ampak ko se mi zdi, da je kot subjekt Radio Študent pa ena zelo fajn platforma. No. Ja, dejansko fila ene lukne, ki mogoče bi ostale nezafilane. Ne? Tako
Pa sem hotel reči niše, pa niti ni nujno, da so niše v resnici. Nikakor niso niše. Ja. Je pa to, kako radijska postaja za. To je pa, ki so bila midva tam odgovorni urednik, rekel za vzdržljive poslušalce. Kar je, ker tega se treba zavedati, da ta fama se je rešila, mislim, da drži in se ga bo vedno držala. Ne? Ampak jaz, ki nič ne vem o muziki, sem tam marsikaj slišal, ko v življenju ne bi drugače. Tako da tudi to se da kozarec na pol poln gledati, v bistvu iz mojega vidika. Vem pa, da en folk pa pač jim je pa to ta poglavitna stvar, kar je prav, ker ipak je to radio. Ne? Mislim, imaš prav, ni vedno poslušljiv, tudi nima vedno prav mogoče, ampak bi bilo pa, si ne predstavljam pa, da ga ne bi bilo, no, recimo, da bi dal na 89,3, pa da tam ne bi slišal tega zvoka in bil pomirjen ob tem, da nekdo še vedno mogoče dela. Lahko tudi drugače razmišlja ali pa dela, ali pa da je neka druga stran temu, kar je sicer na drugih skalah pa siguren. No? Mislim, to je nujno. Vsega ne moreš skozi poslušati. Tudi, če ti ni všeč, hip-hop, pač ga ne moreš, ker se hip-hop podaja, ali pa ne vem, mogoče 3 komadi skupaj ti gre na živce, ali pa nek death metal. Vse to je res skoraj na vsaki radijski postaji, razen tiste, ki imajo res nek zelo fokusiran, ki so žanrsko mogoče zelo fokusirane, pa pač veš, kaj boš tam dobil, pa pol res tega dobiš 12 ur na dan praktično. Ne. Ampak ne, pa jaz se sploh ne bi toliko, jaz sem to bolj rekel iz tega vidika, da je res, tudi tam mi je všeč, da pač tudi reš nima vedno prav, ne. Ampak pa iz svojega zornega kota gledam, ima pa dovoljkrat prav, ali pa večino ima prav, a veš, da bi bila škoda, če ga ne bilo. To bom rekel, si saj dovolj imeti tudi ne prav. Nekaj še to, se mi zdi, da je veliko vsebin danes, ki jih furajo radi ali pa drugi mediji, deluje skoraj kot reklama, mislim, kot oglas, sploh ne kot vsebina, mislim, tako, pa kje si nekdo upa kakšno mnenje sploh povedati, vključno z mano, tele tukaj pretep. Kot veteran. Ja, mogoče za neke stvari še zmer premalo vode pretekala. Fakaj ti v res vsem. Ja, tam enkrat, pri 70-ih vprašaš, kaj ste pa imeli tist, a ti povem, če sem še spomnil. Če še vedel, ja, sem kot. Tako kot vedno, če sem na nekih takih funkcijah, to pravi izraz, siguren, da pride vse sorte, tudi kakšen undecent proposals ali pa offers you can't refuse, pa in kaj in kako, dokam, so pač lahko tudi smešne stvari. Ja. Pa še ta anekdota, ki si jo ti povedal, pa zdaj sploh ne vem več, je resnična, ampak jaz se pač razlagam naprej kot resnično, da Radio Študent je nastal leta 1969, ko so bili študentski protesti, to vemo, ker je bila letos 50-letnica, pa da so takrat pol študentom dali radio pa minigolf. Ne. Ja, to je ta neka urbana legenda. Zdaj, če bomo dosti dolg cajt ponavljali, ali bo zihar za res. Menda, da je to tako bilo. Ne vem, jaz sem rodil leta 77. Jaz to merno, jaz sem zaživel, gost sem bil v enem ameriškem podcastu, sem merno to rekel, da tako se govori, pa da se unga minigolfa še nekaj vidi, ker oni kamni neki morajo biti tam v Rožni. Če so še zdaj, takrat, ko sem vam videl, tam so še bili neki kvazi zametki. Tako da, veš. Ja, dejmo jo širiti, jaz mislim jaz lahko ne bi lukan delal v to, da... Pa ne bo tako, ne bo tako, a ne. Sej tudi redo. Si važno, še zmer Radio Študent v tem primeru, ali pa da se je nekaj dosegala, pa da tako, Ne, ampak, zdaj pa tako, 50-letnica je bila to itak, zdaj kasneje vam prihaja, sem to v bistvu malo tudi za nalaž naredil, nisem hotel tam v vsem unmu špetirju, pa še par aparatov sem imel zdaj nek tak reunion special, ampak imam pa čisto eno, kot človek, kot si rekel, še zmeren stojim kot veteran, pa če enkrat na mesec, pa na začetku ful več bil, pa mes pol direktor, pa to, tako, zate osebno, pa zdaj ne te valilnica, pa poligon, to, ki so se do zdaj pogovarjala, ampak tako, se mi zdi, mogoče pa je to slišal, ki bi ga karkoli, veš, v tej smeri zanimal, pa da si še eno osebno, kaj te, rekel je res pomen, pa to je res poceni vprašanje, ampak tako, teb zdaj, ne bo človeka naredilo kritičnega pa legitimnega, ampak tako, za roka kostca, kaj ti je res pomen v resnici? Na to vprašanje ti niti slučajno ne bi znal odgovoriti, lahko pa probam s parimi. Ne mogoče povedati. Je definitivno en pomemben del življenja, ena fajn šola, ena velika
zmenkarija, no, z raznimi ljudmi, pogledi in nazori. Tako, nekaj tazga, kar bi vsakmu prvošel v življenju. No. Mogoče še posebej zdaj, a pa imam tak občutek, tako da to ni nujno res, da gre svet zelo enoznačno, no. Ti kakšen let radio študent lahko marsikšen pogled odpre. No. Tako da boljš, da 100 knjig prebral, no. Ali ne vem, kaj naj rečem. Bolj, da bi hodil na filofaks, ali ne vem, ali pa včasih tudi na ekonomijo, no. Ali pa včasih tudi na ne vem kaj. No. Sploh to, pa to si lepo rekel, no, to sem se nekako hotel, ker če pogledaš, zdaj sem gledal te slike, ki obstajajo, ki smo se vsi slikali, to je pisana paleta ljudi. Pa ne mislim v smislu tega, sami alternativci, ne, ki se mi zdi, da je tudi neka taka oznaka, ki mogoče se dosti nefer drži reša, ne, ker je tam je res več ali manj. Se mi zdi, da je edini skupni imenovalec folka, ki gravitira proti rešu, pa ne da bi preveč hvalil, je to, da je načeloma to dober folk. No. Tako, da pol pa glede nazorov pa vsega ostalega, ne, je pa cela barvna paleta tam. No. Tako, mislim, eno značje je definitivno beseda, ki jo tam ne moreš reči. No. Se absolutno strinjam s tabo. Sej zadnjič je bilo ta 50. obletnica, ne, kaj se pogovarjal z ljudmi, ne vem, en je ekonomist, en je teolog, ne, kot zanimivost, recimo, tudi bil, s katerim sva šla v debato, eni so delavci navadni, eni so, mislim, zelo različni profili, no, tako da se mi zdi, da je čisto kot povsod, no, nekaj jih vedno ven štrli, nekaj je vedno bolj glasnih in je lažje s tem enačati, še posebej pa, če imaš kakšno že prej predpostavko o tem. Ja, to je res. Je. Ampak globina je, pa širina tudi resnicno. Se mi zdi to, da se malo zapostavlja. No. Tako, ker jaz vidim, ko drugi govorijo o RŠ-u. Pa tudi to je res, da ko sem bil jaz na RŠ-u, pa jaz sem bil tudi dol, jaz sem gledal, jaz sem Google, to mojo rubriko, najboljša rubrika srednjega jutrnca. The debate is still going on. 10 let sem je dejansko delal, kar ni mal, ne, v resnici, pa nisem vedel tega. Tako veš konceptualno, dokler nisem šel pogledat, se nisem čisto zavedal tega. Ne. Jaz sem jo nehal delati šele 3 leta nazaj, ne, v bistvu. Tako da ja. Hiter mine. Hiter min, to je. Če bi ljudje poznali tebe, bi vedeli, da ja, okay, ni bolj stavka, ki bi ga mogoče ti večkrat manjkrat rekel. Okay, v glavnem. Zdaj naprej grejo na ta zadnja vprašanja. To pomeni, da se bližajo koncu, so šlo sprostil, da boš bolj miren. Še ena stvar, ki se mi pa zdi, da to malo zdaj poveže veš, in vročo župo in pol tvoj šiht, pa RŠ. Si pa ta človek, ki mu nočem reči nastopanje, no, ampak da si se, eden redkih si, ki ga jaz poznam, ki se je zelo dobro znajdel v tem, da lahko jim prepoveduješ pravilco in špiker si bil, na eni točki si bil pač direktor stvari, pa zdaj tudi v bistvu si. Prej si rekel, da v kulturnih vodah ti si unka skupaj drži, ampak se mi zdi, da jih ni dost, saj jaz jih nisem spoznal, da nam zdaj v nekih pavšalnih izjav dajo, ki bi pa oboje lahko počel tok, gremo reči, dober, ne? Pa me samo tako, a me zanima, a to je bilo, pa ne mi res, sam čisto nesrečne, ampak a je bila nek premislek o temu, ker to je pa, imaš ljudi, ki se pol zelo vržejo zelo v te bolj birokratske vode, pa ne da je to slabo, ker tudi to morajo ljudje znati, ne? Pa ljudi, ki pol so pa čisti performeri, recimo, na tak ali drugačen način, že pa čista kreativa, ne? Ti pa eden, saj tako v mojem lifeu, en prvih teh ljudi, ki je oboje nekak slalomerov, pač dosti kompetentno, v obeh sferah. Pa me zanima, je to nek zavestna odločitev bila, ali se je pač tako dogajalo, pa si se posod prilagodil? Ful dolgo vprašanje, sorry. Nekaj stvari, ki so se zgodile v življenju, mogoče tudi ne nazadnje ta ekonomska fakulteta v Ljubljani je pa dala nekaj tega, da nekaj pravil čisto ekonomskih, ki jih je z danimi sredstvi maksimalni učinek in podobne zapovedi ekonomije, ali pa diferenciacija nekih produktov ali pa storitev, ki jih upravljaš, ali pa vsaj neke osnove plusa, minusa, neke bilance. Hkrati pa stvari, ki te zanimajo, če te v tej smeri, ali pa ki so mene, se da iz tega nekam določene dejavnosti razvijati. No. Se mi pa zdi doskrat pri mojem delu, karkoli sem počel to, da se mi zdi, da se organizacije ali pa neki kolektivi ali pa tudi ljudje čisto prevečkrat, to je ta famozna, gledajo drevo, ne gozda. In se mi zdi ven iz okvirjev fajn pogledati, tudi
Ja, če je to radio, zakaj ne imamo še jutranjega programa, ali pa založništva, ali pa organizacije dogodkov, ali pa da bi bil del community ratov in delal tam, ko mogoče pa ne, tudi država ne upravlja svojega dela, ali pa sam community ni dosti močen, ali pa če je to na nekem drugem področju, zakaj ne bi probal, a ne? Ja. No, zdaj, kar se tiče pa pravic, pa smo vsem dali to špikarsko službo ven in tudi se nismo imeli kaj prav dost za razmišljati, ne. Tam so dekleta iz pravlične redakcije, ne, rekle, zdaj pravice so jo prepovedovale, ti imaš tole. A to zdaj Linko oponašaš, Linko Bele. Ja, no, se je čistko ni bilo, ampak ko sem jaz to doživel, a ne, ja kaj, da pa noš, jaz špikaroš naredil, noš, bom, a ne. No, in pol ugotoviš, da pa v bistvu ti mogoče to zelo paše, pa da se dobro počuti, pa da ti bil to žur narediti in rečeš, to pa še mogoče kakšno lahko. In tam ugotoviš, da tudi ta nastopanje pa mogoče ni toliko grozen. No, se mi zdi, da je to tako, kot vsaka stvar, kako se jo lotaš. Je prav, da imaš tremo, je prav, da ne veš, kako bi naredil, ampak se mi zdi, da pa nobena od teh stvari ni tak bav. Se čist pogledamo, kaj, to boš pred neke ljudi, neko vsebino imaš, ko prav podati, zdaj nekdo je enkrat rekel in to zelo rad si mislim, kaj grema, pa še kakšnemu drugemu povem, ne, vedno lahko stvar narediš slabo, zakaj jo ne bi probal narediti dobro, a ne, in s tem v misli greš gor in kaj zdaj, ne, se oni so prišli verjetno to poslušati, se in prišel domov zvoniti, dober dan, v te eno pravico zdajle, a ne, tako, pa si včasih pali, včasih ne, včasih si zinač, včasih je rock'n'roll. Dobar, jaz tebe še nisem videl za nič v resnici, no, saj vroče župe, kar sem videl, v resnici nisem nič videl za nič. To je tako, Katja Preša, še en človek, ki je preveč dober v povedovanju pravljice resnic. Je pa res, da tudi zame, tako kot je ful dobro si rekel, no, ta 2 groša ali pa pravlična redakcija, ne, to je mogoče eden najboljših stranskih učinkov, da sem jaz nereš prišel. Nekaj, česar si nikakor nisem nadejal, pa se mi je pol zgodil, pa sem ful hvaležen za to. Tako, pač kar malo kičast v resnici spade, ne. Tako da, pa da ne da bi zdaj jih preveč hvalil, ampak ti se bilo res. Še ena od teh stvari, no, ki pač pol pokaže širino je reša, ki mogoče se je folk ne zaveda. Ne, Ja, ker zakaj za hudiče bi delal pravljice za Ciciban? Ja. Če si tak alternativc, ki se ravno kar smo te zmotili, medtem ko se greš drugirati na Metelko, tam se itak nič drugega ne počne. Ja, sam drugira se. Se strigam. No, se to, ja. To sem imel dejansko debato z eno študentko, sem rekel, kam pa kaj ven hodite, zdaj me ful zanima, kaj mladi počnejo, ne, ker nisem več toliko mlad. Pa rekel, da ven, pa že kam pa tako, pa povej kam, pa je skoro, kam Metelka, to je že kar ta stigma, ne vem, jaz ne vem, kako se tega losati, da je v bistvu tam včasih več normalnega folka, ki je drugje, no, pa da ne bo preveč zabredla, ampak ja. Ja, pa vse tega se je veliko, no, spet, če bi še več nazaj na mladinsko sceno, teh stigam je veliko, no. Tako da to je. Ne, mladi niso taki, ki se jih predstavljate, zato ker niso mladi pred 10, 15 ali 50 leti, a ne strfoter, tam kaj še enkrat posluša. Tako. Ja, več. Imajo druge scene. Fair point. Zdaj greva pa na zadnja vprašanja. Ne. Ti kot človek dejansko imaš neko afiniteto do elektronke. To je treba reči. Pač ti ludist nisi, kar sem jaz vedno spoštoval v resnici. Tako da, kjer telefon pa računalnik imaš? Ajde. Računalnik je, imam 2. Izjemni. Ja. Imam 2, enega stacionarca pa enega notebooka. Imaš Mekati ali ne? Ne. Nek laptop imaš, ne? Nek laptop, imam Lenovo Idea 5 neki. Okay. Tak, fajn. V redu. Što delam, ima celo neko švok grafično notno za Civilization, tako da lahko. Ni pa za kakšne ide več. To pač stacionarci je 10 let, 12 let star. 12 let star, ja. Wow. Nek Core 2 Duo še dela. Se Core 2 Duo, pa če ima dosta rama, pa za SSD eno. Ne, ni. Ne, ampak ja, za internet pognete. Prvo SSD si nam. Okay. To telefon imam pa LG G5, če se ne motim. Ja, odlično. A imaš tablico še kakšno? iPad še obstaja? iPad imam. Ne unga. Tistega, ja. Takaj ta dvojka. Najslabša iPad. Zakaj? Mislim, trojka je slabša, ker trojka je imela boljši zaslon, pa isti drobovje, pa je še slabš delala, ampak to je res staro že zdaj. Ne, si fair point, ampak še zmeraj ga imaš. Se pravi, iPad, ki je dal ceno aparatusu, je še v uporabi. Da. Okay.
To mi je všeč. To sem hotel vprašati. Zdaj sem upal, da bo to odgovor. In je. Okay, super. Mislim, kot vsa taka tehnologija, ne? Tu je počas, če kaj preveč zaženeš ven vrže. Tako, take stvari, ampak... Dela. Ja. Okay. A ti Kindle smel kdaj? Nikoli. Nikoli, ne? Ne, okay. Slab bralec sem. Welcome to the club. Okay. Zdaj pa 5 appov, ki jih dejansko uporabljaš. Go. 5 appov. Veš kaj uporabljam? Ta flip. Board. Ne? Lahko telefon vzameš. Do telefona, čak. Pa poglejmo. Flipboard, definitivno. To sem rekel. Ja. Veliki F. Pol imam tuš app, ne, za kartico. Pa sem to jaz ne bi za te firme reklamo delal, no pa pač neko aplikacijo za spletno bančništvo. Okay, ja. Dobre, zdaj pa kaj tazga še. Imam en podcast. Kjerga pa? Podcasts. Jaz mislim, da je tale Google. Aha, Google Podcasts, ok. Ta je super, če si ket, da vežeš mogo noč sam preživeti in ti je res dolg čas in si daš kaj gor, nekaj najdeš. Valjda aparat. Slušaš? Valjda. Pol Skype. Ki ga dejansko uporabljaš. Če ga ne večkrat skoraj. A res? Ja. Ok, hodo. Page Manager. Ne. Ja, od Facebooka pač tako je življenje. Tako je življenje. Pol pa ta skupek Google. Vse živo od Google. Vse živo od Google. Okay. No, to jih je že 5 v bistvu. Aha, malo. Ja, malo, ja. Ingress imam še gor. No. A ga igraš? Ne, moram reči pa, da ne. Aha, ok. Nimam časa, ampak sem ga pa kar. A res, Ingress si igral? Ja, valjda. Imam malo otroke, pa še zmeraj v meni. Ja, ok. Wow. To je ta špil, ki je v bistvu bil predhodnik Pokemon Go-a. Ja, tisti je čedaška, ampak Ingress je pa za, okay, za legitimne. Ja, valjda. Pokemon Go je čedaški, Ingress je pa normalen. Pogooglite Ingress, boste videli, zakaj se smejim. Tako da, ok. Lepa. Pa še to sem nekaj reči, že obstaja Google Duo, ne, ki je za videoklice top. Res, prav od Google rešitev, pa je tako zelo, je sam videoklic, ni menga četa, tak simpel umestnik, oba dva ga morata med gor, tudi je iOS verzija, sam pritisneš, pa imaš videoklice. Res fajn app, tako ena od teh stvari, ki jih Google prav naredi, ki jih ponavadi ne, ko oni imajo chat appi, njihovi so dost, ne. Duo je pa res ok, no, sam povem, čisto kot zanimivost, ker vem, da kimaš. Tako da, zadnje vprašanje, Rok Kosec. Če bi mogel izbrati eno stvar, se pravi, mora biti stvar, ne živga, ne more biti tvoja babi, ne, ki je naredila vtis na tvoje življenje, ne. Lahko jo še imaš, lahko nimaš več, nekaj, kar je bilo narejen zate. Kaj bi bilo to? To bo pa dolg premolk. Živim za te tišine, to zdaj vsakič rečem. Ja, mogoče sem vsem ta generacija, ki pač se malo spogledala z nekim računalnikom. No? Ja. Da, ampak moraš mi reči enega mi reči. Ta prvega ti pol povedal. No, povem ta prvega. Commodore 64 z disketno enoto. To je čist nekaj drugega kot oni, ki so na kasete, to neki, ne. Tako, to je bilo fajn, no? Všeč je, da je disketna enota. Ja, prav, posebej zraven. Lepo. Fajn. Riki, ful hvala. Glikar si bil v Aparatusu. Tako to zgleda. Bom pa jaz zdaj, napreden rečeva za res adijo, kle bom do to vmes noter. Bom zavrtel en jingle od Ereša, to si bom dovolil. Gre pa za jingle za takrat, to je mislim, da leta 2012, novo spletno stran Radia Študent, kjer Rok Kosec pove en motivacijski govor na eno podlago, ki je v bistvu ukradena iz filma Any Given Sunday, in ta govor v bistvu govori Al Pacino, mislim, da je bil Michael Lenz, je bil tudi zraven kot režiser. Jaz sem to vse shranjen, par jinglov, tako da bom zdaj to zavrtel, pa jaz povem tehnikalije. Tako da zdaj reče dio, ampak se bo še dogajalo. Hvala za povabilo, ni bolelo toliko, nekaj si celo spravil ven, zelo naredi take stvari iz sebe. Cenim, da si prišel. Tisti, ki ste pa mogli to poslušati, oziroma se ti to naredili, verjetno tudi kaj hujšega obstaja, ampak vsem se pa imejte fajn. Okay. Pa tako, res cenim, da si prišel, ker vem, da ful nerad to počneš. Evo, zdaj pa jingli, pa avtor čist na konc. Ne vem, kaj naj rečem. Res. Še par tednov, mogoče par dni. Do konca
vajne največje bitke na tem radiju. Zdaj smo od reku, fanta, verjemta. In lahko ostanemo tle in dobimo po pički, ali pa se borimo in se zvlečemo z tega sranja, počas, klik za klikom, piksel za pikslom, dokler ni konc. Zdaj, jaz tega ne morem narediti na mestvaju, sem prestar. Tle gledam vajna mlada obraza in vidim. Mislim, ko s časom postaneš starejši, te tehnologija malo povoz. Ampak to spoznaš šele, kot ni jasen, kaj za vraga je recimo HTML5. Tako se zaveš, da je danes življenje samo kombinacija klikov in pikslov. En klik premal in ne prideš nikamor. En klik preveč in si se zgubil. To je življenje, fanta. 6 klikov in 2 milijona pikslov v ekranu pred tvojim nosom. V tem spletnem uredništvu se stepemo za vsak piksel. V tem spletnem uredništvu razbijamo vse okoli sebe za ta piksel. Se raztrgamo na koščke za ta piksel, ker vemo, da ko damo skupaj vse te piksle, to pomeni jebeno razliko med uspehom in porazom, med slavo in sramoto, med življenjem in smrtjo. Ne morem vaja prisiliti, da to naredite. Morda pogledati drugega v oči. In mislim, da boste videla človeka, ki bo klikal za ta piksel s tabo. To je spletno uredništvo, fanta. Ali zdaj še malo stisnemo in zmagamo, ali pa se nas čez par let ne bo noben več spomnil. Nocoj so dovoljene sanje. Jutr pa naj bo nova spletna stran Radia Študent. To je vse, kar je. Zdaj, kaj boste naredila? Ok, tole je bil ta jingle, piksel na piksel. Mato, ki se ga omenja, je Mato Žgajner, s katerim smo skupaj delali takrat na spletni strani Radia Študent. Sicer je bila pa tole 187. epizoda Aparatusa. Rikija res pejte pogledat kot vroča župa, res še enkrat priporočam, se res plača videti, pa tudi če ga pogooglate, to je kakšno pravico njegovo najdel, ki na netu, pa tista oddaja Polžu solati je res 90 v svoji najboljši obliki, kako naj temu rečem. Tako da ja, meni valjda lahko težite na afnan.zet, to sem več ali manj posod. Kot vedno, ful hvala vsem, ki podpirate, če bi to radi naredili, pejte na podpri.si, je tam vse razloženo, kako lahko Aparatus podprete. In pa hvala, ki ste poslušali. To je do naslednjič to. Čau.